Jesen bo vroča, je pred odhodom na dopust napovedala predsednica vlade magistrica Alenka Bratušek. Vremenoslovci se z napovedjo strinjajo in opozarjajo na povečano možnost udara strele v presušeni državni proračun. Krivci za to, kakor tudi za vse ostale nesreče, so bolj ali manj znani. Gre za kriminalno združbo notranjih in zunanjih sovražnikov. Med notranjimi je treba v prvi vrsti omeniti Janeza Janšo in še enkrat Janeza Janšo. Med zunanjimi pa bonitetno hišo Moody's in ameriškega veleposlanika Josefa Musomelija. O zločinskem rovarjenju slednjega bomo več povedali v nadaljevanju, glede bonitetne hiše Moody's pa naj takoj spomnimo, kako je spomladi nesramno škodovala sicer nad vse uspešni izdaji slovenskih obveznic. Premierka magistrica Alenka Bratušek je v pravični jezi sprva nameravala tožiti sovražno bonitetno hišo, a si je kasneje premislila, ker je bilo treba vse sile upreti v boj proti notranjemu sovražniku. Da je to Janez Janša, smo že omenili. Da ima projekt Ustavimo Janšo prednost pred projektom Tožimo Moody's, tudi ni nobeno presenečenje. Vlada se je zato podvizala in že pred počitnicami predlagala spremembo zakona o starševskem dopustu. Računala je, da utegne mesec dni obveznega očetovskega dopusta vsaj za kratek čas paralizirati najnevarnejšega notranjega sovražnika Janeza Janšo, za katerega se je vedelo, da ima to poletje vnovič postati oče. Ker pa je mesec dni daleč premalo, da bi se znebili Janševega pogubnega vpliva na slovensko politiko, so v koaliciji napovedali ponovn premislek o tem predlogu. Utegne se zgoditi, da bo vlada predlagala, naj se na očete prenese celoten dopust po rojstvu otroka. Še bolje bi bilo, ko bi očetovski dopust raztegnili na vsaj 3 leta. Če tega ni mogoče zagotoviti za vse očete, pa naj bi tak lex specialis veljal vsaj za že omenjenega državnega sovražnika številka 1, ki bi ga na ta način zaposlili s podiranjem kupčkov in tako zagotovili njegovo večletno odsotnost z političnega prizorišča. Seveda bi bilo ob tem potrebno uzakoniti, da koriščenje očetovskega dopusta ni le pravica, temveč tudi dolžnost, katere neizpolnjevanje se kaznuje z odvzemom državljanskih pravic za dobo enega mandata. Če bi se po vsem tem izkazalo, da Janša še vedno kaže namero ponovnega vstopa v politiko, pa bi lahko to obdobje podaljšali še za mandat ali 2. A vrnimo se k Musomeliju in njegovi subverzivni dejavnosti, ki je spodjedala državo. Že lani jo je v Dražgošah takole razkrinkal Janez Stanovnik. Si je pa ameriški ambasador, smatajoč, da predstavlja svetovnega hegemona, vzel pravico, da sklicuje nekakšno fantomsko koalicijo. Priletni bojevnik antiimperialistične fronte in nekdanji šef kabineta Edvarda Kardelja je seveda takoj zavihal rokave in se podal na juriš. Med vseslovensko ljudsko vstajo se je njegov pravični boj nadaljeval z ustanovitvijo posebne brigade, ki si je zadala nalogo pregnati osovraženega ameriškega veleposlanika nazaj v gnile Združene države. V boju se je še prav posebno izkazal politkomisar omenjene brigade, zgodovinar Jože Pirjevec, ki je tekal po Ljubljani s transparentom Musomeli go home. Po več kot 1,5 leta herojskega bojevanja naše sile slavijo zmago. Musomeli odhaja. No, ne še takoj, kajti njegov odhod se je malo zavlekel, a jeseni bo Slovenija že osvobojeno ozemlje. Še dobro, da je tako. Še ene hude zime na ulicah in trgih naši lačni in prezebli borci najbrž ne bi vzdržali. Tako pa nas v kratkem vse čaka boljša prihodnost. Zaslužne posameznike pa tudi antiimperialistični dodatek k pokojnini. In kaj pravi na to odhajajoči ameriški veleposlanik?
So what is your problem? That that